Lepo pozdravljeni, spoštovana gospa Štefka. V spomin slovenskih državljanov in državljank ste se zapisali kot res topla in čuteča prva dama. Meni se je zareklo, ko sem se pripravljala na tale večer, da nisem rekla nekdanja prva dama, ampak kar prva dama. Tako da, znali ste seči ljudem v srce in ste utelešali res plemenitost, srčnost, damskost, vse tiste, pa še mnoge druge lepe lastnosti. In to vse je ostalo zaščitni znak tudi v letih potem, ki so sledila. Tako da hvala za vse to, kar ste dali Sloveniji, že tako na začetku. Pa tako, na založbi Sanje verjamemo, da so knjige marsikdaj prebojevalke lastnega jaza, pa potem tudi v bistvu tega, kar dajemo drugim ljudem. Me zanima, kako so vam blizu knjige, po kakšnih knjigah radi posegate, če imate čas zanje. Kaj je tisto, kar vas morda skozi knjige nagovori, ker naj povem, da je bila gospa Štefka Kučan tudi častna pokroviteljica pri mednarodnih edicijah založbe Sanje Prešernovih poezij, pa potem tudi podpornica, udeležila se literarnih prireditev. Imate to afiniteto do literature in kulture, ki je, ja. Zdaj, ko smo poslušali, dobro večer vsem še, hvala lepa za lepe besede, nisem navajena, lepo zvenijo in redko jih slišiš, v življenju. Knjige od malega sem se rodila v taki družini, kjer so bile knjige vrednota. In če gledam samo in prišla sem poslušati vaše zgodbe, se sem jih že prebrala v časopisu kratke, kolikor so bile, sem se k sreči lahko odločila za študij literature in jezikov, francoščino in francoško književnost, angleščino, angleško književnost, slovensko in slovansko, sem pa živela. Tako da mi je to odpiralo ne samo kulturni pogled, ampak pogled na razumevanje sveta in življenja v njem. In tudi to, kar je zelo kratko, ampak zelo sporočilno rekel gospod Cvetežar. Rekel je, jaz sem napisal knjigo tisto, kar sem jaz živel. Samo to. Ne pa to, kar zelo radi delajo drugi, tudi pri spominskih in raznih memoarjih, da govorijo o drugih. Že moja mama mi je rekla, ker sem včasih priletela iz šole domov, pa začela pripovedovati, to pa to se je zgodilo. Pravi, ti povej, kaj si ti naredila, o sebi govori, če imaš dobro zgodbo. Drugi pa naj o sebi govorijo in se te zgodbe srečajo. In zato je pogled na knjigo ali branje knjige pravzaprav srečanje s človekom. Srečanje z njegovo zgodbo in verjemite, zelo dobro se ve, kdaj so iskrene tudi iluzije, tudi domišljije, ki jih uporabljajo talenti, pesniki, pisatelji. Pesmi imam še posebej rada, zato ker dopuščajo meni moj pogled na stvar. Mislim, ni podrobno razloženo, ampak lahko v tem najdem tudi sebe ali nekatere druge izkušnje. Tako da branje je srečevanje z ljudmi in ve se, ali je knjiga iskrena ali ni. To je podobno, vsaj pri meni in
pri mnogih, s katerimi sem se pogovarjala o literaturah in o knjigah, to je tako glasba. Pri glasbi se tudi čuti. Mislim, gre skozi kožo, pravijo, ne samo skozi možgane. Lep odgovor, mislim, da so se knjige v hiši sonjajočih knjig zdaj lahko prebudile, pa so vesele tega odgovora. Bom navezala še prej, ko smo se pogovarjali še z Ano Juk in Rokom Mertom na Anino zgodbo, da navežem besedo na ta jugoslovanski čas, s katerega danes odstiramo te tančice, s katerimi ga je prekril deloma te klet, pa bom kar prebrala, tako je zapisala Ana. Res je, da tudi v času Tita in socializma ni bilo vse idealno, vendar ni bilo takšne razslojenosti in sovražnosti med slovenskim narodom, kot je občutiti danes. Imeli smo službe, družbena stanovanja, ozimnico, dopust in regres, brezplačno šolstvo in zdravstvo, kriminala skoraj ni bilo hipotek in deložacij zaradi nemožnosti poravnavanja stroškov. Bili smo vzajemni in socialni. Vedi, dragi moj vnuk, da je socializem možen, kajti mi smo ga doživljali. Kolikokrat se spomnim tujih študentov, ki so študirali pri nas, zlasti iz neuvrščenih držav Afrike in Azije, ki so nam govorili, da se ne zavedamo, kaj imamo, ker živimo v človeku prijaznem družbenem sistemu. Pa me zanima, kaj je bilo pa za vas tisto najlepše, kar je odlikovalo Jugoslavijo? Jaz sem starejša od gospe Ane Juk. To se pravi, rodila sem se na pragu druge svetovne vojne in je bil tisti čas, začetni čas, neka posebnost radosti, svobode in je lahko odgovoriti. Šolanje. Mi smo bili takrat mladi otroci in to, da imaš ne samo možnost šole, ampak da te vabi izobrazba, da te vabijo, da je to eno od vrednot, ki jih družba dela, ki jih priznava, ki jih želi, ki je potrebno to znanje, inženirsko, obrtniško, kakršnokoli. Tako da so takrat te vrednote nadomestile manko, materialni manko. Obratno, spodbudile so nas, celo nas mlade, da smo ga ustvarjali, da smo ga soustvarjali z svojim znanjem, z svojo voljo. Če se spomnite samo brigadirskih del po celi Jugoslaviji, ni bilo samo graditev cest, železnic ali karkoli, ampak res mladi so se združevali, kultura, učili voziti avtomobile, na vse poklice so navezali tudi te tečaje ali karkoli. In tako kot med narodno-osvobodilno borbo, kar kot osvobodilno fronto ali kot zgodovina, nisem zgodovinar, ampak kot zgodovina danes se govori ali pa pozablja, takrat so vsi statusi
bili angažirani, od kmetov, delavcev, intelektualcev, umetnikov, kulturnikov. Vse je združevalo, vse v to po Cankarju hrepenenje, koprnenje po svobodi in boj za svobodo in voljo za borbo proti okupatorju. In ko to gledaš, takratni utrip ali pa potem najhujše je bilo pa takrat smo bili še otroci, med 48. letom 1848, ob tej rupturi z Rusijo oziroma s Sovjetsko zvezo in do leta 52, ko je pravzaprav Jugoslavija bila kot otok sama z svojimi problemi, ampak in svojimi travmami, in je takrat vseeno dobila vso voljo, da je gradila in izgradila iz pravzaprav nekje včasih iz nič, pa je išla Iskra, Meblo, hidromontaža, jaz govorim o naših. In hkrati pa so vednost ali potrebe vzpodbudili strokovnjake, inteligenco, delavce, vse, in gradili smo infrastrukturo. To se pravi zdravstvene domove, vrtce, šole, ceste, telefonijo, stanovanjske zgradbe. Iz navadnih obrtnih delavnic so se razvila velika gospodarska podjetja. Eno je recimo še zdaj Gorenje, Velenje. Tako da to ni bil samo primer tukaj, verjetno je bilo to tudi po drugih državah tako, saj so naši ljudje hodili in bili dobrodošli kot delavci v Franciji, v Nemčiji, še potem gastarbeiterji, kot se temu reče, nekateri so ostali, ampak svet je bil odprt. In vsaj mene spomin na te čase napolnjuje z občutkom, da smo bili voljni delati, da smo znali veliko potrpeti, kot se temu reče, veliko vložiti, da smo bili lahko veseli in po delu si lahko bil, saj smo, sami smo delali gledališke predstave, pevske zbore, ne vem, karkoli, kjerkoli. Smo se znali tudi sprostiti in zabavati. Tako da težko je meni danes zaradi vsega tega razumeti, zakaj se je takrat družba, socialnost spet tako razpršila, da so take velike razlike. Da je spet materialni status ali nekako prednjači v vrednotah družbenega življenja in hkrati dopušča to, kar je zadnji čas, neprimerno govorico, žaljivo govorico, izključevalno govorico. Jo najdeš tudi v literaturi, celo je promovirana, Hulbek in ne vem kaj še vse, kot nekaj postmodernega. Jaz mislim, da ta stvar ne pelje v dobro smer,
da se je treba temu zoprstaviti, ustaviti, se ozavestiti ali vsaj zdramiti. Jaz mislim, da se to že dogaja, ker drugače bi me pa še bolj skrbelo. Sem se spomnila na tisto mladinsko nadaljevanko, se je znana Sini Galeb, ko ste govorili o tej gradnji mostov in kako gremo mostove postavljamo in potem plove naš Sini Galeb. In ja, to so, čeprav smo mi že druga generacija, pa so vseeno stvari, ki se te dotaknejo in ki te ganejo. In tako delno ste že odgovorili, ampak pa bi vseeno še malo o tem, v čem vidite razliko med tedanjim pa sedanjim družbenim redom. Torej, razvoj znanja, če gledamo v medicino, gradbeništvo ali informatiko ali karkoli, to je nesluten razvoj doživelo. Hkrati so bila pa ta vedenja včasih tudi uporabljena za diferenciacijo, to se pravi za izkoriščanje človeka po človeku, kar je takrat bila maksima po drugi svetovni vojni, ker druga svetovna vojna je bila velika, težka in hudo krvava borba za človekove pravice, za dostojanstvo človeka, za njegovo avtonomijo, samostojnost, sodelovanje. In razlike so ravno zaradi tega tako očitne in tako ne, kako bi rekla, nečloveške, ker nam skupno znanje torej omogoča rast blaginje, gospodarski in socialni razvoj, hkrati pa vidiš, da je premoženjska ali statusna ali ne vem, kakšen izraz bi uporabljala, ker nisem sociolog, tako razbila družbo, da so očitne metode izkoriščanja delavcev. Če se samo spomnite na nekatere primere iz Bosne, na primere, ko niso plačevali prispevkov, to se pravi nezakonito ravnali, pa ni bilo nadzora, pa ni bilo sprememb, ne v zakonodaji, mislim. In iz nekega hrepenenja po človečnosti, po drugi svetovni vojni in po vseh tistem trudu z vsemi, vsemi smo sami živeli v svetu, smo nekako razvili neke pogoje za nadaljno rast in tako smo se tudi osamosvojili, saj se je zgodaj začelo. Zdaj pa podiramo družbo, kohezivnost, povezovalnost, ko imamo na razpolago tisto, kar nam lahko omogoča, da bi lahko lepo in dobro živeli. In zato je tudi treba biti pozoren na nekatere
na nekatera napotila ali usmeritve ali določila, češ tako in tako bo, zdaj smo v kapitalizmu in nobena opozorila o tem, da je špekulativen, da je hazarden, da je izkoriščevalski ali karkoli, ne zaležejo, tako da je res treba mogoče ponoviti. Takšne smeri in takšne ukaza ne bomo izpolnili. Treba se je prebuditi in najti trdno podlago, trdna tla na realnosti, na stvarnosti, na vseh teh možnosti, ki jih nam daje današnja vednost in povezanost in sodelovanje. Vendarle ne smemo zapraviti edino vrednoto, ki nas kot človeka opredeljuje, da smo častni, to je pa človeškost. Če se nam bo to posrečilo, lahko je pot dolga, ampak splača se je prehoditi. Hvala lepa. Kot prva dama Slovenije ste imeli priložnost, da ste spoznavali Slovence in Slovenke, dušo tega naroda, pa imeli ste pa tudi prirojen dar za to. Katera je pa tista značajska lastnost, ki jo najbolj cenite pri tem narodu? Pa morda drugi nimajo, ali pa izstopa? Mislim, da je prvinska lastnost človeka, da je družbeno bitje, da sodeluje, saj kot neboglen otrok, ki stopa v svet, ne more sam dozoreti v samostojnega človeka, tako da kar se narodnega značaja ali posebnosti ali tiče, lahko z veseljem rečem, da je veliko dobrega med nami, samo ne vem, kje se skriva. Kamor greš, vidiš, to se pravi, da je dobro, kadar se najdejo neki cilji, neke naloge, neki projekti, nekaj, kar več ljudi v njih vidi nekaj dobrega in se povežejo tako čebelice v panju. Tako da solidarnost na vsak način. Solidarnost na vsak način. Včasih jo nekateri ne razumejo. Misli, da je to samo denarna. Solidarnost iz sodelovanja, sočustvovanja, sorazumevanja, sobivanja, sopomoči ali kakorkoli bi človek to rekel, je tukaj prisotna. In kapitalizem ima pa svoj interes in ne bo zlahka opustil svoje moči in svoje pobiralske sile, da bi to dopuščal, ampak bo drobil ljudi, drobil bo družbo. Vse je Thatcherjeva že 79. 80. leta prejšnjega stoletja rekla, da družba ne obstaja, in je lepo z delnicami in z iluzijo, da smo solastniki podjetij, zmanipulirala človeka, družbo, da je gledal na ta svoj parcialni ali neposredni in drug interes, medtem ko mi takrat, ko smo bili
leta 53, 52 je nehala tista huda reč 4-letnih težkih let. In 53 leta je bil sprejet zakon tovarne delavcem. Je imel svoj simbolni in dejanski pomen. In res je, da so bile težke stvari za mnogo koga, takrat pri agrarni reformi in drugih stvari, ampak vsak dan je bilo boljše. Vsak dan se je nekaj naredilo in ta optimizem na realnosti, na stvarnosti, na kar si naredil, je človeka zadovoljil. Tako da jaz imam veliko zaupanje v ta slovenski narod in ne bi zamenjala življenja, mislim, ne glede na to, kako je bilo. Je pa res, da smo takrat, ko smo hodili okrog za mednarodno priznanje, za razumevanje, za promocijo, za sodelovanje, da je bilo nekaj neverjetnega, s kakim veseljem in spoštovanjem so nas sprejemali. Zdaj zgodovina polna izjemnih dogodkov. Ne samo, če gledamo nazaj na Trubarja, gledamo bolnišnico Franjo sredi NOB-ja, gledamo kulturnike, gledamo inženirje, gledamo raziskovalce. Pravzaprav je tako, na kateri konec sveta greš, najdeš in srečaš Slovenca. Šli smo v svet. Sami si ga nismo zapirali. Različne so bile poti. In vračali smo se. To zgleda, da je ena od posebnosti tega malega naroda, stisnenega v neko energijo med germanskim, romanskim in slovanskimi večjimi narodi. In se Američani čudijo, da znajo Slovenci po 2, po 3 jezike. Vsak se lahko nauči, če hoče. Mislim, toplo priporočamo. Mislim, težko mi je govoriti, se opravičujem, ampak bolj glasno razmišljam. Se velikokrat tudi ni samo beseda, ampak je tudi, čeprav so zelo lepe in lepo tečejo, ampak je tudi v bistvu tisto, kar začutimo spodaj pod njimi, in tega je pa veliko pri vas. In veliko takega, kar verjamem, da nagovarja in tako resnično nagovarja. Tako v tem smislu. Ker je pač, jaz sem živela na meji, mislim, v krajih, tam sem se rodila v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, to se pravi, to so kraji 9 kilometrov od Nove, seveda meje za Avstrijo, nemško govoreče, medtem ko je do Vrbskega jezera in tam del naše zgodovine in seveda tudi sorodnikov, znancev in skupnega življenja. Milan je pa na drugi strani Prekmurje. Tako da je že to nekaj bilo, kar naju je povezovalo.
In vse znanje, ki je bilo, vsa kultura, druga kultura, pravim, smo si jo privoščili in jo tudi svojo skušali podajati naprej. Tako da če gledamo te besede, ne, so bile v knjigah. Župančič Korotan v srcu lepo pravi na koncu refren, ki ga dvakrat ponovi. Ko se spomnim Korotana, ne, Koroške, ker je kar precej Koroške ostalo po plebiscitu leta 20 v Avstriji. Ko se spomnim Korotana, odpre se v prsih mi globoka rana. Iz nje pa pesem, jok in kletev vre. Veca. Up in ljubezen nikdar ni ugnana. Upanje in ljubezen ostajata. Vi ste imeli tudi upanje. In tudi iz globokega srca ste ravnali. In tako se pač to vrača. In zato mislim, da je upanje z zaupanjem ena od naših stvari. Moramo pa vedeti, komu zaupamo, kako zaupamo, zakaj zaupamo, na čem zaupamo, kaj je tisto, kar je skupno. Ne da stopimo skupaj. Zakaj stopimo skupaj? Ali za sovražni govor, ali proti sovražnemu govoru. Če samo kot primer povem. To dela družbo, socializem. To je societas, ne, societe. In to ne bi bila družba, ki bi z vsemi elementi lahko rasla. Vsak prinese svoj del in vsak dobi svoj del in to so tri kulture, skupna in vsaka posamična. Ne more biti lepše. Ne more biti lepše in meni je žal, da se opravičujem. Žal mi je, da dopuščamo, da nas potrošništvo tako individualizira. Nismo egoisti. Slovenci smo solidarni. Samo postajamo individualisti. To se mi zdi škoda. Se res nekako iz vsega povedanega zdi, da pa res si je smiselno kar radikalno postaviti to vprašanje o smiselnosti obstoja tega sedanjega družbenega reda, ki smo ga nekako nekritično Slovenci sprejeli ali pa nam je bil vsiljen ali pa kakorkoli. A lahko rečemo, da res, če se vprašamo, če nam Hemingway zdaj priskoči na pomoč, naslov njegovega romana Komu zvoni, pa da rečemo, da zvoni kapitalizmu. Ja, tako so nas učili od praskupnosti naprej, kako se bo razvijalo. Saj, če pogledamo Jeffersona, ne, mislim, ameriškega predsednika za demokracijo in tako naprej. On je takrat razmišljal tudi o demokraciji za belce. Se je še sam imel sužnje, ker je bilo pač sužnje lastniško obdobje. V Ameriki je bila vojna leta secesijska, 1865 leta se je končala, čeprav je že takrat kraljica Viktorija, to pa iz drugih razlogov, naj bi leta 1838 že sprejela odlok o prepovedi suženjstva v Angliji. In zdaj
jaz ne morem, mogoče zaradi literature, mogoče zaradi vseh teh knjig, ki sem jih prebrala, ki jih rada prebiram. Mislim, eno med zadnjimi je bila od Borisa Budena, Cona prehoda, ta iluzija, ali pa ta druga zgodba, oziroma druga zgodovina od Medendorferja. Mogoče je zaradi vseh teh knjig pri meni en problem. Mi ne živimo samo tukaj. Mi nismo sami, vedno več smo v svetu, vedno bolj vpliva svet na nas. In zdaj, a smo mi zbrali, ali nismo zbrali, ali smo bili potisnjeni, ali je tudi v poslovnem svetu, v gospodarskem svetu, od Pitagore do ne vem kaj, Einsteina ali karkoli, je svet nizal inovacije, vedenje, znanja, še Higginson, bozon ali karkoli, čeprav tu smo bili tudi mi Slovenci zraven. Mi smo v svetu, ampak ponavadi potem, ko pa pride do političnih ali drugih, tudi teh medsebojnih strankarskih govorov ali razprav, dialogov, pa kot da smo od pamtiveka bili sami samcati na svetu in vse smo krivi, za vse smo krivi sami, za vse smo naredili dobro tudi sami, kot da nismo del sveta, kot da ni tudi naša radovednost ali naša dolžnost, da gledamo in razumevamo svet, ki nas obkroža, v katerem živimo in v katerem živijo tudi drugi ljudje na različne načine, ponavadi pa z istim hlepenenjem. Radi bi imeli se radi, ljubezen je zelo pomembna, blaginja je zelo pomembna, mislim, in jo želiš, se trudiš za njo, za otroke, za šolo, da bo njim lažje, da bo njim boljše. To je večno Kosovelovo ali pa Kajuhovo sonce vstaja in zahaja. Vam bom povedala dve kratki Kajuhovi, ki so tako vmes ob določenih prilikah nastali. Ena je slikarska, kar je recimo ponavadi poezija, če bom se spomnila, med NOB. Sredi vasi, med zidovi, ob ognju, fantje mladi oziroma sredi vasi, med zidovi, mladi fantje pojo. Ne vem, če sem čisto dobro povedala, ampak slika je, Požgani vasi, pardon, ne v vasi, sredi vasi, Požgani vasi, med zidovi, ob ognju pojo fantje mladi, a to bi še bilo rima. Ena sama slika mladosti, zaupanja, vere in brez strahu. Samo zaupanje, brez strahu, da bo nasilje njihovo mladost, njihovo voljo strlo. To je zaupanje, to kratka slika, ampak je bila doživeta, je huda, ampak v njej je upanje, oziroma v njej je zaupanje, samo zaupanje, in druga je bolj vesela.
je tudi slika. Gre za praznik, za rojsten dan v teh časih. Ničesar nimamo, da bi ti dali. Danes, ko obhajaš imen dan. A vendar bi ga radi praznovali. Ob litru vina, če boš zanga dal. Običaj je bil, da če greš vošit, te postrežejo z vinom. No, mislim, klic spomina, običajev, tradicije, odnosa, prijateljstva, druženja, tovarištva, ničesar nimamo, kar bi ti dali. Danes, ko obhajaš rojsten dan, a vendar bi ga radi praznovali. Ob litru vina, če boš zanga dal. Ne, mislim, to so taki drobci, ko vidiš potem v dušo naroda, v dušo človeka. To je duša naroda. Ni jamranje. Ni. In jaz mislim, da tudi ni patos, da tudi ni, ne vem, jaz mi zmanjkajo besede. No, mislim, ta volja do življenja, tako še eno priliko, ki je pa tradicionalna, folklorna. Ob enakih količinah vina in vode je poln kozarc ali pol prazen kozarc. Ne? Zdaj pa, kaj dotočiš? Vodo k vinu ali vino k vodi? Ali boš z vodo zboljšal, ali boš z vinom zboljšal vodo, ali boš z vodo zmehčal, olahkotil vino, da bo sveže in ti bo lepo. Odgovor lahko vsak najde sam. Ja, pa sem hotela vprašati, če že vidite kakšno svetlikanje alternativ, ki bi ta kapitalizem nekako omehčale. Pa ste tudi že odgovorili. S to prispodobo o pretakanju vina in vode. Se pravim, da vprašanje je včasih tudi tako. Merimo CO2, avtomobili, tudi krave so sodelujoče pri tem, ampak pozabimo dodati vse tiste pline, strupe, ki jih prinašajo orožja, bombe, ravno tako v zrak in ravno tako na naš planet. In da bi človek lahko gospodu Cvetežarju danes dal kolajno zaradi tega, ker je obvaroval Slovenijo v ekološkem smislu velikega onesnaženja. Ne, to so resne stvari. Določene stvari enostavno namenoma pozablja ta kapitalizem. In tako kot je temeljna vrednota Evrope, 50 let plus je zdaj, mir, ne vojne, vidimo, kakšne so razprave zdaj, negotovosti, nemir, Brexit, ali pa celo odnos do svetovnih problemov, migrantske krize. In ali smo sposobni ustavljati reševanje konfliktov z vojno? Ali smo sposobni za svojo pametjo, vi ste rekli,
se upravičujem, ker velikokrat, ampak sem zelo skrbno poslušala, ker sem želela vas poznati. Razum, ne junaštvo, ampak pamet. In ta pamet je bila v osamosvojitveni vojni v rokah ljudi in v rokah, kot je rekel, teh teritorijalcev, vseh, tudi tistih politikov, ki so trezno razmišljali, nekateri pa se radi igrajo z ognjem. Ampak, če bi to uspeli zmanjšati, ustavljati, tako, potem bi lahko razrešili tudi krizo z preskrbo hrane, z ekološkimi vprašanji in z vsemi drugimi stvarmi. Zdaj pa ali ta industrija, ta kapitalizem, ki vsak dan z invencijo predstavi novo orožje, dokler je to v obrambnem sistemu, človek še razume. Ko pa se hkrati v medijih in v medsebojni komunikaciji začnejo pojavljati grožnje, sovražni govor, da na kratko rečem, se lahko spomnimo samo naše jugoslovanske krize ob razpadu Jugoslavije, kjer bi lahko šla, se razdružila, tako kot se je združila. To je bila tudi naša slovenski predlog in tudi veliko zavzemanje, ampak ne, bilo je treba, žalostno je bilo, da se je taka vojna razvila. In jaz sem hvaležna Milanu in ga spoštujem zato, ker je naredil vse, tako kot mnogi, skoraj vsi, bi človek rekel, da so preprečili vojne konflikte tukaj, na tem slovenskem prostoru, ker lahko bi bilo zelo hudo, tudi tukaj. In pač njega najbolj poznam in vem, kaj vse je delal. In mogoče se malo naučil, da je mene znal prenašati. Včasih kaj dobrega tudi naredimo, če nismo najbolj pametni. Se upravičujem, ampak bojim se vojnih konfliktov. In ko gledam, jaz ne me razumeti napačno, ampak ko sem gledala Čečenijo, Grozni, po televiziji, ali pa Sirijo, Afganistan, ali pa ko gledaš Haiti, ali pa tole Katrino, ki je bila, ko vidiš, kako tudi narava razdira, pa potem še vojna razdira. Pa če pogledaš danes Črnomelj, kaj bi bilo, če ne bilo solidarnosti? Tudi z ustavo in zakoni določeno. Smo se dogovorili kot družbena pogodba, pa še posebej z našimi aktivnostmi. In če ne bilo zdravega razuma, takrat, ko imaš možnost, da zaustaviš konflikt, da vdihneš, premisliš in zaupaš v sebe. V sebe moraš zaupati, ker če v sebe zaupaš tudi v drugega. Drugače ni mogoče. Narava je verjetno razdiralna tudi zato, ker se brani, ker ne ve več kako drugače, ker smo ji toliko hudega naredili zemlji. Ja, kapitalizem pač nima, če ima pred sabo samo dobiček in vedno več, potem so nekje neke meje in
če ne dajaš nazaj, če recimo danes že vemo, koliko vode se porabi, koliko kako in koliko škodujejo pesticidi. Hkrati pa moramo vedeti, da bi vse to moralo že zdavnaj pregnati revščino. Če toliko znanja imamo, ampak ker pride do te razslojevanja, je logično, da če je na eni strani vse to zbrano, potem na drugi strani ne more biti ničesar. In zakaj nas to pa potem ne skrbi? Zdaj že kapitalizem skrbi, nima delavcev. Zdaj jih išče vse posod in nekateri že govorijo, preveč je za javno upravo, preveč za urejanje ali nadzor države in dela, preveč je za javni sektor. To se pravi, ne vem, kako neizobraženega delavca, bolnega delavca, sej želimo biti zdravi in izobraženi in zadnjič sem slišala, mislim, vse so, ne vem, se skušam pozabiti na katere besede, da so nek sindikalist, ki je 10 ali pa 15 let mlad, po svetu pomoči, za pomoč in svetovanje delavcev v sindikalnem delu, da pravzaprav nekateri delavci že ponotranjijo to, da niso več ljudje, da so kapital, da so mezdni delavci, tako kot v 18. in 19. stoletju, da enostavno, zato ker se ne morejo več niti pogovoriti ali zato ker odrežejo, potem pa strah, ni službe, ni stanovanja, je deložacija, to, kar Jana je pisala. Mislim, ne se pustiti, lepo prosim. Ničesar nimamo, kar bi ti dali danes, ko imaš rojsten dan. A vendar bi ga radi praznovali ob litru vina, če boš zanj ga dal. Liter vina obstaja in morajo ga dati. Premisliti moramo o svojem dostojanstvu, o svoji vrednosti. Prosim, polno znanja imate, polno znanja, joj. Ga imamo v sebi, pa kadar ga pozabimo, nas nam spomnijo lahko tudi knjige, s katerimi smo danes tako lepo obdani, pa nas spomnijo take besede, ki si jih delimo, tako da je danes to v bistvu tudi praznovanje tega, da se pa vendarle spomnimo in da imamo to močno tega zavedanja. Kaj, Štefka, kakšno, zdaj sem vam rekla, kot Štefka, danes imamo jugoslovanski večer, pa morda lahko celo rečem, kar tovarišica. Lahko. Tovarišica je iz 13. stoletja bilo ime zelo uporabljeno in sicer, to sem nekje prebrala, prva tovarišija so bile ravno tako socialne združbe ljudi za pomoč drugim,
in molitve za dobro, za blagor in tako naprej. Tako da naj bi od takrat, ima brado že, ne mislim. Ampak tovariš je lepa beseda. Tako, lepa beseda in z vsem spoštovanjem. Torej, kakšno sporočilo bi posebej položili na srca mladim? Kakšna je tista štafetna palica mladosti, ki bi jo radi prenesli naprej? Tudi zato, da pogledamo obraz socializmu 21. stoletja, se nove pobude se pa tudi že rojevajo. Seveda, saj so alternative, imamo recimo v strankarskih, imamo zdaj Levico, ne? Ali pa tudi drugod so kooperative, ne samo v Evropi, tudi v Ameriki. In vprašanje je, samo preprosto to. Mi vzgajamo mlade z svojimi ravnanji. In mladi se, ko dozorijo, se postavijo, če si to želimo in mi si to želimo, da se postavijo na svoje noge, tako rečemo. In oni si bojo naredili svoj svet, tako kot smo se ga mi delali. Samo en problem je, ki ga vidim, je, da je iluzija, ki je prišla z izjemno tehnologijo interneta, video ali karkoli, ta iluzija nečesa lepega, blagega, lahkega, dosegljivega, na dosegu roke, danes, tam, jutri, kjerkoli, je blagodejna, dokler ni problema. Ko pa pride problem, je pa spet problem, na koga se obrniti. Starši te lahko zagrabijo za kravakice, pa za uho. In potem so tukaj še seveda takoj mamila ali pa druge oblike. Je pa res, da mladi segajo vedno bolj po umetnosti, po tem izrazu, ker skušajo najti prostor v tem globalnem svetu in mislim, da delajo, da je 10% je tisto, kar pride skozi medije in skozi problematiko. In se kot balon postavi kot vzorec in potem misli, da so vsi taki, ni res. Mladi so dojemljivi, sledijo zgledom, hočejo občutiti družbo, ni jim lahko, še zlasti jim ni lahko, ker jim kar naprej govorimo, da ni služb. Se komaj še zrastejo, ne že rečemo, da ni služb. Pri nas, ko smo pa mi rasli, pa je bilo, službe so, tam te boš delala, to se kar mislim. Tako da je vprašanje, kot ste rekli, besede imajo svoj pomen. In zato za javni govor ali za vzgojni govor moramo izbrati prave besede. Stvarne, optimizem na stvarnosti. Da občutiš. In zdaj, bolj da me ne vprašate, jaz imam zaupanje v mlade, mi smo bili mladi, vi ste bili mladi, lahko, da ni jim lahko, ampak ne verjamem, da se bojo zgubili,
ker tako kot sem tisto sliko v požgani vasi, ob ognju, bojo fantje mladi. Ne bojo dopustili, da bi jim vzeli voljo do življenja. Lahko, da se bojo najdle nekatere oblike, ki ne bojo ustvarjalne, ampak mogoče je to samo prehod v ustvarjalno življenje. Prosim, zdaj pa še kakšno vprašanje iz občinstva. Za katerega koli od naših gostov, ali Avgusta Cvetežarja, ki sedi med nami, ali za Roka, ne vem, če je še tukaj za Roka Merpa, ali morda za Amo, pa za našo častno gostjo danes, gospod Štefko, ali pa tovarišico Štefko Kučan. Prosim, če je karkoli takega, kar vam je morda vmes prišlo na misel, je dobrodošlo, da vprašate. Rok, ti si tudi rekel, da bi rad še kakšno vprašanje zastavil. Ja, tebe. Nekaj sem povedal, potem ko bo čas. Vse je v redu, sem tako bila manj z malo premisleka. Milan ima to, da zna premisliti in racionalno povedati. Mu je to poklic, ne? Jaz se pa ukvarjam z literaturo in bi se mogla kaj naučiti, ampak mi vse slike prihajajo v možgane in sem vesela, da jih je veliko in da sem ohranila samozavest, vero v ljudi, v dobro človeka, v človečnost, ampak ne tako, bojo že drugi naredili, ne. Se potrudim, če se le da, da tudi sama stopim kak korak naproti in kak korak v pomoč.